Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Samuelove knjige. Tiste dni je Samuel spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod poklical Samuela. Tukaj sem, je rekel. Tekel je k Eliju in rekel, tukaj sem, ker si me klical. Nisem te klical, je rekel, vrni se, spi. Šel je in zaspal. Gospod pa je spet poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Eliju in rekel, tukaj sem, ker si me klical. Nisem te klical, moj sin, je rekel, vrni se, spi. Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni razodela. Gospod pa je spet tretjič poklical Samuela. Vstal je, šel k Eliju in rekel, tukaj sem, ker si me klical. Tedaj je Eli spoznal, da je Gospod kliče dečka. In Eli je rekel Samuelu, pojdi, spi, in če te bo poklical, reci, govori Gospod, kaj ti tvoj hlapec posluša. In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru. Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej, Samuel, Samuel. Samuel je rekel, govori Gospod, tvoj hlapec posluša. Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim in ni pustil, da bi se katera od njegovih besed ne izpolnila. Božja beseda. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Trdno sem upal v Gospoda, sklonil se je k meni in uslišal moje klicanje. Usta mi je položil novo pesem, hvalnico našemu Bogu. Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja, odprl pa si mi ušesa. Žgalnih daritev in daritev za greh nisi terjal, tedaj sem rekel, glej, prihajam. Tedaj sem rekel, glej, prihajam, v zvitku knjige je pisano o meni. Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, mi je v veselje, tvoja postava je v mojem srcu. Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru. Gospod, ti veš, da svojih ustnic ne zadržujem. Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu, o tvoji zvestobi in moči sem govoril. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda in Gospod je za telo. Bog je obudil Gospoda in bo s svojo močjo obudil tudi nas. Ali ne veste, da so vaša telesa udje Kristusovega telesa? Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh. Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa. Kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi,
saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu. To je Božja beseda. Aleluja. Našli smo Mesija, to je Kristusa. Milost in resnica sta prišli po njem. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: glejte, jagnje Božje. Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: kaj iščeta? Rekla sta mu: rabi, kar pomeni učitelj, kje stanuješ? Rekel jima je: pridita in bosta videla. Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog 10. ure. Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu rekel: našli smo Mesija, kar pomeni maziljenec. Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel: ti si Simon, Janezov sin, imenoval se boš Kefa, kar pomeni Peter. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ob tej današnji bogati Božji besedi, ki nam prinaša različne prizore poklicanosti, klicanja, vabljenja z Božje strani, da bi bili z njim, da bi hodili za njim, vas povabim zato, da pridiga ne bo predolga, da se ustavimo pri prizoru, pri tem kratkem pogovoru med dvema učencema Janeza Krstnika in med Jezusom. V tem pogovoru, v tej kratki izmenjavi se mi zdi, je mogoče najti veliko bogatstvo tudi za nas. V tem trenutku, ko smo se torej po praznikih vrnili v vsakdanje življenje, ko Jezus vidi, da učenca gresta za njim, jima postavi vprašanje, kaj iščeta. Ne reče jima takoj, kaj morata delati, ne da jima takoj nekih navodil ali pa zapovedi, ampak jo najprej vpraša, kaj vidva želita, kaj vidva iščeta, kaj potrebujeta. In se mi zdi, da je to eno tako vprašanje pravzaprav nam vsem, ki smo vedno znova v nekem iskanju, tudi takrat, ko smo že mislili, da smo našli, nas to zadovolji samo za kratki čas, potem pa vedno znova iščemo še naprej. Vedno je nekaj drugega, tisto, kar upamo, da nas bo umirilo, kar upamo, da nas bo zadovoljilo, kjer mislimo, da bomo končno našli tisto, po čemer hrepenimo, kar iščemo. Sveti Ignacij Lojolski postavlja nekako v temelj našega duhovnega življenja željo, da bi odkrili to, kar si želimo. Ne to, kar si za nas želijo morda naši starši, kar si za nas želi, družba, v kateri živimo, ne tiste želje ali pa predstave in pričakovanja, ki jih v nas položi morda šola, prijatelji, družba, v kateri živimo, ampak jaz, kaj je pa moja želja, po čem pa jaz hrepenim, kaj je pa tista najgloblja želja v meni. Priti v stik s to željo, pravi sveti Ignacij, je na nek način že odkriti Božjo voljo zase, v smislu, da je ta želja ugrajena, postavljena vame v trenutku, ko sem bil
ustvarjen, ko sem bil zamišljen v Božjem načrtu. Odkriti torej to željo in prepoznati, kaj je tisto, kaj iščemo. To je tudi Božja želja. Jezus učencema, ki želita priti za njim, ki gresta za njim, ne predpiše, tole in tole si morata želeti, to in to mora biti vajna želja od zdaj naprej, ampak se obrne na njiju. Kaj vidva, kaj iščeta? Da bi znali tudi mi biti iskreni sami s seboj in vedno znova pozorni na to, kaj je v resnici tisto, kar iščemo. Kaj odgovorita učenca? Učenca odgovorita, rabi, učitelj, kje stanuješ? Kje si? Kje si ti? To je tisto, kar naju zanima. Kje si ti? Zakaj si ljudje vedno znova želimo biti tam, kjer je Bog? Če se spomnimo na prvo Mojzesovo knjigo, na zgodbo o stvarjenju človeka, ko Adam in Eva jesta od drevesa spoznanja dobrega in hudega, česar ne bi smela, se potem ustrašita in se skrijeta. In prve Božje besede Adamu so, kje si? Ker Adam ni več tam, kjer bi moral biti. Človek je poklican za to, da je pred Bogom. Tam smo mi doma, tam je naše mesto. Tam je naš dom. In ko nas ni tam, smo izgubljeni. Smo tujci, ne vemo več, kdo smo, ne vemo točno, kam iti, tavamo, iščemo levo in desno, dokler zopet ne najdemo. In vprašanje teh dveh učencev, kje stanuješ, kje si ti doma, bi moralo biti pravzaprav vprašanje vsakega od nas. Zato, da se bomo lahko vrnili tja, kjer je tudi naš dom. Naš dom je tam, kjer domuje Bog, kjer domuje beseda. Da ne bi iskali kje drugje, da se ne bi morda zadovoljili ali pa preprosto samo že ustavljali na kakih drugih mestih. Naše mesto, tam, kjer smo doma, je pred Bogom. Jezus tema dvema učencema odgovori, pridita in bosta videla. Pridita pomeni, pridita z menoj, hodita z menoj, za menoj. Treba je stopiti za Jezusom. Ni vedno tako enostavno in ni vedno tako blizu. Ampak ko hodimo za njim, bomo tudi videli, kje je tisto bivališče. Pridita in bosta videla. Če stopita na to pot, če stopimo mi na to pot za Jezusom, bomo videli, kje je on, ga bomo našli, bomo lahko z njim. In evangelist Janez potem nadaljuje, šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bila sta z njim. Kaj točno se je zgodilo, kje točno Jezus stanuje, evangelist Janez ne pove. Kot da nam morda malo tudi zbuja radovednost, da bi tudi sami ustali in šli pogledati, kje je Jezus doma. Ostala sta pri njem tisti dan. Če se spomnimo na zgodbo, na pripoved evangelista Marka o tem, kako Jezus pokliče 12 učencev, prvih 12 učencev, 12 apostolov, evangelist Marko tam doda, poklical jih je zato, da bi bili z njim in da bi jih pošiljali. Ampak prvi poudarek je, da bi bili z njim. In se mi zdi en tak dober poudarek tudi nam, dober opomin tudi nam, da smo mi z njim, to je najprej, to je začetek našega poklica. Biti z njim. Od njega se učiti, predvsem pa z Jezusom prepoznavati, kdo v resnici mi sploh smo, tudi v Božjih očeh, da bi lahko vedno znova živeli resnico o tem, kdo smo. Živimo v svetu, kjer nam vsakdo, veliko stvari, veliko ljudi želi prodati resnico o nas. Kaj je tisto, kar nas bo srečilo, kaj je tisto, kar nas bo zadovoljilo, ampak v resnici vemo, nas
v temelju lahko zadovolji samo ta zavest, da smo, ne glede na to, koliko smo krhki, koliko smo slabi, koliko smo nemočni, koliko neumnosti kdaj naredimo, koliko se drugi kregajo na nas, naša vrednost je v tem, da nas Bog neskončno ljubi. In iz tega moramo štartati. Vse drugo lahko mine. To, da nam je nekdo všeč, ali pa da smo mi nekomu v enem trenutku všeč, pa mu potem nismo, nas lahko sesuje. Ampak pri Bogu, v Božjem pogledu, smo mi vedno vredni neskončno. In iz tega bi morali črpati, iz tega bi morali začenjati, ko se vprašamo, kako lahko uresničim zapoved ljubezni, tako da se pustim ljubiti. Ampak kako se bom pustil ljubiti, kdo me ljubi? Bog je tisti, ki me ljubi. Da bi lahko torej v tem navadnem času med letom, v katerega smo vstopili, iskali, ostajali najprej v stiku s svojimi željami, s to najglobljo željo, ki je Bog polagal v nas, da bi lahko vedno znova prepoznavali, da je tisto, kar iščemo, je v resnici Božji dom pri Bogu, da bi se dvignili, da bi hodili za Jezusom, da bi lahko našli in prepoznali, kje je On, kako je On z nami, zato da bi lahko bili mi z njim in v tem vedno znova živeli resnico o tem, kdo smo. Potem bomo lahko pa o tem tudi pričevali, potem bomo lahko tudi dobro novico nosili drugim, ampak to je morda zgodba že za kdaj drugič.